Bivanje in preživetje zunaj v naravi ob nizkih temperaturah je za človeka praktično nemogoče brez ustrezne obleke in obutve. Kljub temu so nekateri deli telesa bolj izpostavljeni in občutljivi na mraz. To so predvsem noge, roke in glava. Zaščita nog je še posebej pomembna, ker smo z njimi v stalnem stiku s tlemi. Za preprečevanje omrzlin in ozeblin je zato nujno, da so noge čiste in suhe, da imamo v nahrbtniku vedno vsaj en par suhih nogavic, ter da so čevlji dovolj veliki, udobni, z debelim podplatom in primerni za večdnevno hojo v snegu. Nogavice naj bodo debelejše na prstih in peti, kjer se najprej začnejo pojavljati ozebline. To, da obuvamo vsaj dva para, pa smo v naših oddajah že govorili. V snegu in dežju si nataknemo še gamaše, ki ščitijo pred vdorom vlage in snega v čevlje od zgoraj. Da bi pravočasno odkrili ozebline ali celo omrzline, vsak večer preverimo občutljivost prstov na nogah. Roke in še posebej prsti so prav tako stalno izpostavljeni poškodbam. Zato imamo pri sebi vedno vsaj 3 pare rokavic, ki nas ščitijo pred mrazom, vlago, vetrom in mehanskimi poškodbami. Za toplotno zaščito uporabljamo volnene rokavice palčnike. Preko njih ob močnem vetru in v stiku s snegom potegnemo nepremočljive protektorje. Pri nizkih temperaturah je koža še posebej občutljiva na udarce in vbode, zato pri rokovanju z orožjem in orodjem vedno nosimo tanjše rokavice. Z golimi rokami se nikoli ne dotikamo kovinskih delov. Pri zaščiti rok ne pozabimo na zapestja, kjer so na površju žile. Tako kot ob močnem poletnem soncu, tudi v mrazu zunaj ne hodimo gologlavi. Odvisno od naloge in temperature si izberemo primerno pokrivalo. V hudem mrazu je najboljša podkapa, ki pokrije večji del glave. V močnem vetru in sneženju so poleg kapuce nujna tudi solidna očala. Vrat je poleg glave prav tako zelo izpostavljen. Zato si oblečemo puli in zadrgnemo anorak čim višje. Če nimamo ustrezne kape, si za zaščito dihal preko ust zavežemo trikotno ruto iz prve pomoči. Vsak poveljnik je odgovoren, da si vojaki zvečer pregledajo oči, nos, ušesa in brado. Pri zaščiti pred mrazom je zelo pomembna osebna disciplina vsakega posameznika in zavest, da so malenkosti življenjskega pomena. Drobna napaka ima pozimi najhujše posledice, zato bomo o problematiki preživetja v mrazu govorili tudi v prihodnjih oddajah.